naši umetniki pred mikrofonom. Prvega aprila je Branko Šemen, slovenski pesnik, pisatelj, scenarist, prevajalec, novinar in kritik, dopolnil 90 let. Rodil se je v Mariboru, živel je v Prekmurju, dokler ni šel študirati in delati v Ljubljano. Do upokojitve je delal na našem radiju, zdaj že dolgo živi v Zagrebu. Leta 1984 je Branko Šemen posnel pripovedovanje o svojem življenju in delu na zelo izviren, morda celo filozofski način, vreden besednega ustvarjalca. Do takrat je objavil že 6 pesniških zbirk, 2 romana, knjigo humorističnih besedil, predvsem pa scenarije za legendarne slovenske filme, kot so Let mrtve ptice, Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, Bele trave. Do danes se je celoten opus Branka Šemna še silno razširil. Samo lani in predlani je objavil zbirki kratke proze Človek, ki ga ni in Molitev za Jasenovac. Še prej pa številne romane, mladinska in humoristična dela, knjige poezije. Tudi zbirko Spodrsljaj svetlobe leta 1996. Na tej besedni zvezi namreč temelji njegovo razmišljanje, ki pa je, kot boste slišali, precej pogumno za leto 1984. Kritično omenja namreč pomanjkanje banan, starejše generacije ga še pomnijo, pa tudi pesnika Balantiča, ki je bil takrat še pod anatemo. Vse to si je privoščil, čeprav je bil zaradi svojih satir na račun sistema leta 1963 dvakrat v zaporu. Takole pripoveduje jubilant Branko Šemen. Znenada se mi je zarezalo v spomin, da je Spodrsljaj svetlobe imeniten naslov za kakšno knjigo, ki jo bom mogoče v prihodnosti napisal. Včasih je že naslov dovolj, da razmišljam, kaj bi lahko spravil pod takšno neotipljivo stekleno streho in kakšen bi bil lahko spopad znotraj izmišljene zgodbe še nenapisanega dela. Beseda spodrsljaj je že sama po sebi zelo narodna, nehvaležna, neprijetna. Nekoč si lahko stopil na bananin olupek, spodrsnilo ti je, zakrilil si z rokami po zraku ter padel. Danes, razen ob prazničnih dnevih, banan ni in ne bananinih olupkov, spodrsljaji pa so ostali. Spodrsne pa lahko samo tistemu, ki hodi, stopa, se giblje, hiti za svojim ciljem ali beži pred lastno senco. Spodrsne lahko samo tistemu, ki je stalno v gibanju, gibanje pa je potrjevanje biti, oblikovanja življenja. Spodrsljaj je potrditev prvega otroškega koraka. V dečkih letih je bilo padanje nekaj popolnoma logičnega. Otrok je shodil in postal človek, vendar je še dalje lovil ravnotežje in imel je pravico, da pade. Starši so se mu dobrohotno nasmihali, čistili so z njega prah in umazanijo, ga jemali v naročje, mu brisali solze, med smehom so mu zagotavljali, da to ni nič hudega, opogumljali so ga znova postavljali na tla in noge, mu rekli naj steče, stopili so pred njega, počepnili, razširili roki in ga vabili. Mali nerodnež pa je vlekel ustnice na smeh, urno je stopil korak 2, pognal se je proti rokama, ki sta se mu ponujali kot varna ograja, ki ga je obdajala z leve in z desne strani, otrok je naredil še korak, vrgel se je očetu v naročje, spontano je prišel do cilja in nevede je shodil. Podobno je s človekom, ki si je za cilj izbral neviden objem umetnosti, nasmeh in vabo, spodbudo in zahrbtnost katere izmed 10 mus. Zase lahko rečem, da je name najprej vplivala pokrajina, natančneje ravnica. Pozneje, ko sem spoznal prebivalce z nekdanjega Panonskega morja, sem pri njih zasledil nekatere značajske poteze, ki jih drugi Slovenci sicer imajo, vendar v mnogo manjših etičnih količinah. Na prvem mestu je ravninski sentimentalizem, ki mu najpogosteje dajajo konkretno podobo kakšna osamljena breza, stara violina in mlado vino. Breze kot simbol in nadomestilo za zlatolaske, violina trmasto jokajoča in prislonjena na uho, da v kozarcu do roba napolnjenem z vinom ne zgubljam besed. Popotnik, ki je prišel do breze v ravnici, zaslišal tožeči, otožni napev ter srečal dekle, ki mu je ponudilo svojo kupico radodarne mladosti, je bil prepričan, da je svet postal lepši, pravičnejši in da mu mora v zahvalo zapeti hvalnico, če ne celo psalm. Tako so se v preteklosti rodili pesniki in njihove pesmi. Litaj po
je pel v Mesečini, Vergil z lovorjevim vencem na glavi, Romeo pod balkonskim oknom, Trubadur po naročilo, Petrarka iz ljubezni, Prešeren zaradi prebujenosti, Kosovel in Murn sta v pesmi iskala beg iz bolezni, Bor in Kajuh sta bila državotvorna pesnika Bombaša. Balantič je pisal, ker drugega ni znal. Pesniki, ki so izdali pesmi štirih, pa zaradi tega, ker so hoteli spremeniti svoj odnos do sveta in uporabljati besedo tako, da bi dobile nov zven in pomen. V senci te pesniške zbirke in Ivana Minatija sem začel pisati tudi sam. V gimnazijskih letih, v Ljubljani, daleč od ravnice, kjer so ostale breze, violina in sentimentalna vzgoja srca, kot orumenelo pismo, z katerega je zbledelo naslovnikovo ime. Najprej sem hotel biti tak, kot sta bila Kaja Tanković in Ivan Minati, ne da bi se ob tem zavedal, da bi bil rad epigon. Ko sem to spoznal, sem veslal stran od nevarnega vrtinca te neponovljive uveljavljene poezije. Mitja Mejak mi je v mladih potih nakazal zrela izhodišča, k njim pa sem moral priveslati sam, vendar sem odnehal. Od pesmi, zapisanih v več karirastih šolskih zvezkih, se ni dalo živeti. Vpisal sem pravo, Drago Seliger me je ostavil na Miklošičevi ulici in vprašal, če bi hotel postati radijski novinar. V uredništvu poročil sem začel pripravljati dnevne novice. Med verze se je razlila proza kot smola med razkrečene prste. In medtem, ko sem si čistil dlani, nisem opazil, da so minila leta. Ko sem pripravljal prvo pesniško zbirko, sem bil prepričan, da so že vse dobre pesmi na svetu napisane. Novinarska proza mi je pesmi spremenila v humor. Tako sem namesto verzov izdal humoreske. V polovični knjigi drugo polovico je napisal Žarko Petan. Bilo je to leta 1970 in zbirka je nosila dva naslova, Rdeči smeh in Črni smeh. Zanjo smo na Jugoslovanskem festivalu humorja in satire v Budvi dobila prvo nagrado, Zlato sireno. Prvo pesniško zbirko sem napisal leto dni pozneje. Mitja Mejak je pravilno ugotovil, da sem zbirko dopolnil slovenski lirični zemljevid in ga razširil na novo pokrajino, ki je, kot znamo, doslej prispevala k slovenski književnosti mnogo več v prozi kot v poeziji. Miško Kranjec je bil že književni spomenik, jaz skromen začetnik. Vendar začetnik z napako. Nisem bil zadovoljen ne s sabo, ne svojo pesmijo in ne s pokrajino. Naslovno pesem Lipov Bog sem recitiral povsod, kjer je bila za to priložnost in teh priložnosti je bilo v študentovskih letih kar precej. Tudi zdaj se mi ponuja, zato jo bom izkoristil. V tem mokrem črnem blatu sem samotni križ in Bog pozabljeni na njem. Od jutra do noči prek nju strmim, odsoten, nem, kot da ničesar več, ničesar ne bi znal zakričati ljudem. Nihče se ne ustavi več in ne pomoli pod mojimi nogami. Veter se me izogiba in raje hodi božat prazna gnezda med topoli. Med mati strahom imam izrov obraz, ko ženej ob meni krave past, še krokari raztepeni v poljani na moje lipovo srce posesti se boje. V tem mokrem črnem svetu sem samoten križ in Bog pozabljeni na njem. Kdorkoli si, opridi sem in vprašaj me, kako živim. Zavržen sem, ves nag, ubog, razbičen od glave do nog bi hotel usta zdaj odpreti in stopiti s križa. Jaz več nočem biti Bog. S svojo prvo pesniško zbirko nisem bil zadovoljen in sem takoj napisal drugo. Dal sem ji naslov Razpadanje. Pomagala, rekviziti, čustva, ki sem jih prinesel iz Prekmurja, v Ljubljani niso bila fotogenična, niso užgala. Tudi prekmurski rokopis je ostal neprebran. V zbirki Tujina sem popotoval v kraje, ki so spominjali na breze, violine in gostoljubnost. Iz Budimpešte, Varšave, Bratislave in Prage sem prenesel še petanja mravelj in jim doma dodal še moške ikre. To so naslovi zadnjih pesniških zbirk. In pokrajina se mi je znova odkrila. Tokrat v lirični prozi, v magičnem realizmu. Zapisal sem. Tanjša se predivna nit veselja, drobijo se nam leta v zagrenjeni mak. Pred nami hodi štorkla s črno svečo in mračinam pot v popolni mrak. Zaprl sem strani svojih pesniških zbirk. Kot novinar sem se znašel v svitkih filmskega traku.
Sprva sem kritiziral, ne da bi razumel in srečeval režiserje, ki so za točilno mizo v trenutkih vinskega navdiha zrežirali svoje najboljše filme. Ko sem spoznal, da filmu ne morem koristiti drugače, kot da se spopadem z njim, sem začel pisati filmske scenarije. Prvega, Poslednja postaja, sem napisal v 2 nočeh. Tudi igral je samo 2 večera. Knjig o tem, kako je treba pisati poezijo, ni, zato pa so bile brošure o filmske estetiki in te sem prebral. Diplomiral sem Filmsko akademijo na zasebni šoli Živojina Pavloviča, ko smo snemali Rdeče klasje. Bil sem v ekipi in pisal sem dialoge. Bilo je to pretakanje Potrčeve žlahne ranine v prozorne filmske sode. Tega krvavega političnega filma je bilo za takratne razmere preveč in toliko, da nerazpoloženje ni prestopilo roba trpke pijače. V scenariju Za let mrtve ptice sem se znova vrnil v pokrajino svojega izgubljenega otroštva. Zdaj sem videl stvari z zrelejšimi spoznanji. Breza se je posušila, na violini so se strune potrgale, kupica se je razbila. Hiša čez cesto je ostala prazna. Prekmurski sezonec je znova odšel v tujino, da bi se vrnil, si postavil na mesto prejšnje cimprane hiše novo enonadstropnico, prekril kuhinjsko mizo s polivinilnim, kičastim prtom in nanjo postavil filovski vrč z umetnimi rožami v njem. Potrošniška plima se je dvignila do roba nekdanjega Panonskega morja. Neopazno je otonila domačnost, sentimentalnost, preteklost. Ostala je prazna dlan, začudenje v očeh, boj za standard. V pokrajini se niso več zgubljali samo pesniki, tudi drugi. Film je postal od vseh izpovednih možnosti najbolj oprijemljiv stik z ljudmi. S potovanj sem prinesel smisel za opazovanje, to pa je za filmsko ustvarjanje najpomembnejše. Najti v splošnih stvareh tipične značilnosti ter v posameznostih splošne. Opredeliti veseljaka tako, da mu povezneš na glavo klobuk po strani, s tem pa opredeliti tudi sebe do življenja, do ustvarjanja. Izak Baševič Singer je zapisal, da mora imeti za pisanje zgodbe izpolnjene 3 pogoje. Dobiti mora snov ali temo, zgodbo z začetkom, razvojem in koncem. Drugi pogoj je, da mora začutiti nepremagljivo željo po pisanju te zgodbe. Najpomembnejši pa je 3. pogoj, citiram: moram biti prepričan ali vsaj moram živeti v iluziji, da samo jaz moram napisati to zgodbo. Življenje pa takšne zgodbe čedalje pogosteje ponuja, čeprav je tudi res, da jih marsikateri ustvarjalci tudi sami živijo. Zato je Spodrsljaj svetlobe tak naslov, ki me vznemirja, kajti svit te svetlobe se je z leti spremenil. Svetloba ni več to, kar vidimo, marveč je razmišljanje samo, čeprav še optimisti verjamejo vanj, ker nimajo o njem dovolj informacij. Pred mnogimi leti sem Božidarja Jaksa vprašal, kakšno barvo ima srce, in odgovoril mi je, da se naj oglasim čez 10 let, kajti na takšno vprašanje mi ne more takoj odgovoriti. 10 let je minilo, slikar pa še vedno išče odgovor. Morda ga je ta čas že prenesel na svoje slike, morda še vedno meša barve za odgovor, morda pa ga svetloba ne privlači več. Toda svetloba ima svoje življenje in križpotja, svoje prijatelje in svoje slikarje, tudi svoje umetnike. In prav ta odnos ustvarjalca do svetlobe ali morda do svobode, je najbolj vznemirljiv, zahteven in večen. Pesnik lahko vzame prazno škatlico vžigalec in vanjo poskrije svojo pokrajino in svoje občutje, tudi svojo svetlobo. Vendar ta v zaprti škatlici ne bo več svetloba, temveč tema. Tako je tudi z ustvarjanjem. Dokler razmišljaš, delaš, gneteš, snemaš, dolbeš, piliš, zlagaš, je to eno. Ko si delo končal, je to nekaj popolnoma drugega. Nova kakovost, bi rekli filozofi. Mar ni v tem vesolju tudi človek, en sam spodrsljaj svetlobe, ki s svojimi neboglenimi koraki stalno stopa proti odkrivanju sveta, še vedno pa tako malo ve o sebi, o svojem jazu. Zato so med nami vse te knjige, kipi, slike, besede, toni in nenehno izpovedovanje, v katerem se posameznik potrjuje samo v množici, kot se tudi množica odkriva v usodi posameznika. In v tem neulovljivem krogu je spodrsljaj svetlobe samo opozorilo, da v umetnosti ni dosegljivih ciljev. So samo bolj ali manj uspešna približevanja, razdalja med ustvarjalcem in ciljem pa je mera za stopnjo umetnosti. In čim bolj se približujemo cilju, manj smo osebnosti,
kajti tudi z leti se oddaljujemo od mladosti, z leti spoznavamo, da je naše življenje, ustvarjalno ali ne, spodrsljaj svetlobe. Poslušali smo pripovedovanje pesnika, pisatelja, scenarista, prevajalca in novinarja Branka Šemna za oddajo Naši umetniki pred mikrofonom leta 1984. Tokrat smo ga poslušali ob umetnikovi 90. obletnici rojstva. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.